Sveti oče se je danes srečal z udeleženci mednarodnega simpozija o dokumentu Ratio Fundamentalis ali dar duhovniške poklicanosti. Lani ga je izdala Kongregacija za kler, ki tudi organizira tokratni simpozij. V središču papeževega govora je bila formacija duhovnikov, v kateri so pomembni trije protagonisti: sam duhovnik, formatorji in škofje ter božje ljudstvo. Kot je zatrdil papež Frančišek, duhovnik se oblikuje tako, da beži pred duhovnostjo brez mesa in pred posvetnim delom brez Boga. V njem morajo odmevati vprašanja: kakšen duhovnik želim biti? Salonski duhovnik, miren in preskrbljen, ali pa učenec misionar, v katerem srce gori za učitelja in božje ljudstvo? Nekdo, ki je udobno zleknjen v svojem udobju, ali pa učenec na poti? Mlačnež, ki ima raje brezskrbno življenje, ali pa prerok, ki v človekovem srcu prebuja željo po Bogu? Duhovniška formacija je po papeževih besedah odločilna za poslanstvo Cerkve. Obnova vere in prihodnost poklicev sta možni samo, če imamo dobro formirane duhovnike. Duhovniška formacija je na prvem mestu odvisna od božjega delovanja v našem življenju in ne od naših dejavnosti, je poudaril papež. Je delo, ki zahteva pogum, da se pustimo oblikovati Gospodu, da bi spremenil naše srce in naše življenje. Spomnil je na svetopisemski odlomek iz knjige preroka Jeremije, v katerem se Boga primerja s potrpežljivim lončarjem, ki skrbi za svojo stvaritev in jo oblikuje kakor glineno posodo.